S sprejetjem novega gradbenega zakona, ki je stopil v veljavo s 1. junijem, se obseg pristojnosti občinskega inšpektorja širijo iz enostavnih tudi na nezahtevne objekte. Če na kratko povzamem, je to prej bilo to do 20 kvadratnih metrov za objekte, sedaj pa se to do 50 kvadratnih metrov. Pa če še opisno nekako povem, to je recimo kakšne nadstrešnice, garaže, smo pa pristojni mi, pa tudi gradbena inšpekcija. Nismo samo mi, ampak je lahko tudi gradbena inšpekcija. Koliko več mogoče dela to predstavlja? Predstavlja nekaj več dela, predvsem v tem delu gradenj nadstrešnic in garaž. Gradnjo enostavnih objektov je potrebno prijaviti na občini, za nezahtevne pa pridobiti enostavno gradbeno dovoljenje. Skratka, kako bi se nova gradbena zakonodaja preslikala na primer kampa Village Lipa. Na primeru Lipa se zadeve pravzaprav ne spreminjajo. Zadeva je bila predana že v letu 2019 pristojni gradbeni inšpekciji, pristojni kmetijski inšpekciji. Kompleks Lipa predstavlja zaključeno celoto, funkcionalni kompleks kampa, ki je že pred sprejetjem nove zakonodaje gradbene zahtevalo gradbeno dovoljenje, za kar je pa pristojna gradbena inšpekcija. Zanimalo nas je tudi, kakšne pristojnosti je imel občinski inšpektorat v primeru piknik prostora tako imenovanega Ranča Maček v Studenčicah. Pri Ranču Maček gre za spremembo, vse se dogaja na kmetijskem zemljišču. Gre za spremembo iz nekdanjega kozolca, ki je prerasel v, bom kar rekel, gostinski objekt, kjer se prirejajo zadeve za zaključene družbe, gostinska dejavnost. Objekt je tako velik, da presega 50 kvadratnih metrov, za kar je pristojna občinska inšpekcija. Posledično je bilo že predano pristojni gradbeni inšpekciji, kmetijski inšpekciji, ker pa je terasa tudi v neposredni bližini tamkajšnjega vodotoka, je bilo predano tudi okoljsko vodotok inšpekciji. Za izjavo smo vodjo medobčinskega inšpektorata zaprosili, še preden je do nas prišel dopis občanke Studenčic, ki jo skrbi, da se problematika kampa Village Lipa v obliki Ranča Maček ne bo ponovila tudi v Studenčicah.